Kako daleč pa je ta kmetija vaša od meje, ki tu blizu je, ne? Meja bila z NDH takratno, ne? Da, mi smo tu neposredno v bližini, 300 metrov je, ki pravi, samo ene njive nas delijo. Tako da tu smo nekako skozi živimo, s to Kolpo in z mejami raznimi. Ja. Kako so pa Italijani varovali to mejo? Da so jo sploh kaj varovali? Ja, bili so patrulje in pa straže so imeli po noči. Koliko vem, so pripovedovali starši, so imeli tu na Kolpi je bila straža. Tako da so opazovali reko, levo in desno. A so imeli tudi kakšne postojanke ali so postavili kakšne bodeče žice? To niso, teh ovir ni bilo nobenih. Imeli so tudi samo kot eno stražarnico so imeli. Kje so imeli? Tu, baš tu, ko je zdaj most. Takrat ga ni bilo? Da, takrat ni, takrat je bil samo čoln. En je bil tako malo večji, brod, smo rekli, ne, za prevoz sprege, vozov in živine in to. Kako je bilo pa s tihotapljenjem ljudi? Zdaj ljudi so tudi, ne, Židi so tudi prehajali tudi, Kolpe zdaj, Italijani so imeli stražo tu in pol je tam 1 kilometer gori pa dol je ravna Kolpa, ne. Pol pa tam malo zavija, ne, pri Gribljah in tam več niso imeli onih pogleda, oni po noči niso hodili po Kolpi, so bili tudi samo na straži in tam so pol preko Kolpe to prepeljevali, ne, predvsem konje. Tudi kako drugo, pa ljudi, ne. Ljudi so tam, oni hrvaški, nekateri državljani so vozili čez te Žide. To vem, so pripovedovali, so bili bogati, tako da se je zgodilo, da so tudi katere okradli. Kdo jih je okradel? Ti, ki so jih vozili čez Kolpo v čolnih, ne. So jih, ko so prišli na drugo stran reke, so skričali, da so Italijani, bežimo, oni so poskakali ven, oni pa so s čolnom polnimo robe pa nazaj, na Hrvaško pa so. Tako da bilo je kar hude stvari. So bili kar, ene poznam, so bili kar bogati po vojni zaradi tega. Tudi to, ker so s konji preprodajali, ne, so zaslužili za polovico konja. Tako da je bilo kar zanimanje za ta posel, ne, so se kar trpeli, so pripovedovali so v zimskem času, ne, pa ko je bila reka velika, narasla, ne, pa so vseeno čez vozili. Tako da razne stvari je bilo, so tudi v reko morali dostikrat, vsi premočeni, premrženi prišli, to so glavne fante delali. In živali tudi po hlevu, pa to vem, so pripovedovali, kako so jih s odejami pokrivali in drgnili, da so prišli vsi skupaj k sebi. Od mraza? Da. Kaj so pa Židi nosili s sabo, da so jim pobrali? V glavnem prtljago so imeli to, kaj so, drugače so imeli pa denar, zlato. V glavnem zlato, te cekine so imeli, jaz se spominjam, še ko sem bil ja v šolo hodil, ki so oče pa mati zobi delali, pa so šli na Hrvaško kupiti te cekine. Pa so zobarom nesli, da to so bili, to je bilo kvalitetno zlato in to je ta cela dolina je s temi cekini si zobi delala. Aha. Kako so pa Židi bežali, iz Hrvaške ali? Da, iz Hrvaške pa da ne, kam so šli, to pa ni znano, kam so pošli, ali v Italijo, ali po mojem se ne boš v Italijo tam, ki je bilo bolj odprto. In kje so to točno hodili, kje so jih to točno? Pa največ je bilo tam med Gribljo in med Sračko, med Malo Pako in med Veliko Pako, tam so čez. To je tukaj je zdaj v Gribljah kopališče, ne, in je se tam so to največ. Aha.
A so kaj starši še povedali, kako so videli te Žide, pa to, kako je to izgledalo? Še kakšno Da, podrobnost? videli so, ne, to In kaj je so bilo, rekli? sicer je to bilo v glavnem po noči, ampak vseeno so to vse videli, ne, to so, vsaka stvar se vidi, nekdo že vidi. Kako, a so oni kaj tu prenočili, kje pri komu? Ali? Pa niti niso, so šli kar najprej za Nedam. To mi pa ni znano, pol kako so imeli zmenjeno za najprej, kdo jih je, nekdo jih je, verjetno jih je, nekdo še naprej potem. No, enkrat z nami je stari ate pripovedoval, je vozil ene s konjo, ne, tam proti Kočevju. To enkrat je rekel, da je pol več ni mu bilo, je bilo težko, ne, to potovanje, tako da pol več ni. No, tudi ne bo še kaj zaslužil, se ni mi to ne bližko. Kaj pa rekel, koga vse je bilo, da je bila družina ali kaj? Kako Da, so glavno bili? so bile družine. Družine, po 2-3 družine skupaj, tako različno je bilo. To so po 3, 4, 5 skupina so bili, niso bile to večje skupine. In so bežali iz Da. nezavisne države Da, Hrvatske. da, tako. Da ljudje so bili v taki stiski, ne, da so jih potem še nekateri ukradli. Da, to ni bilo pošteno, ne, sej. Samo taki so pač švercali, so taki, ne. On tako razmišlja samo o svojem dobičku in tako da to je bilo precej kruto, ne, ja. Tega ne bi ja mogel, ne, to ne bi. To je. A je oče še kaj povedal, kako je izgledala ta vožnja, ki ste rekli, da je s konjem peljal eno družino v Kočevje? Še kakšno? Da, to konj, to je bilo 3 dni od doma, ne. Od tu. Da, to je stari oče, Ja. ne. Tako da 3 dni je bilo na potu s konjo, ne, to je težko, to ne gre hitro, to na vozu ni bilo gumijast voz, to bilo navadni voz, to je potalo po cesti in tam so to vozili, ne. Zaradi tega se mu ne bo što zamerilo, ker to je daleč je in slabe ceste, pa žival, pa to je noč, pa slabo vreme, tako da Pa najbrž je ni bilo lepo, ne. Najbrž je bilo tudi nevarno, ne? Da, pa nevarno še, pa še to je pa druga stvar, ne, tako da to je. Se pravi, Italijani niso to mejo nikakor, da bi jo zaščitili, kako bi rekli, z nekih žico, z nekimi otrbami zavarovali, ne? Da, to niso, ne. Niso. In danes nekih ostankov tega ni. Ne, ni to. Imamo pa danes, Danes pa imamo pa žico, tako da je groza, ne. Meni je, sej v onem Ljubljančane nič ne vejo o temu. Meni je pa to, mislim, za nas, ki tu živimo, je to katastrofa. To. Prvič iz vidika, ker mi znamo, kako so te begunske poti, ta žica ne bo preprečila, ko pride kakšen večji naval, niti ene ne bo do tega ostalo na oni strani, bo že našel eno luknjo. Poleg tega to tako, da ja lahko skombiniraš, pa to uščipam, pa se gre čez, ali pa vržeš kakšne rjuhe čez, pa greš. Mislim, ta žica je popolnoma nepotrebna in kdo se to zmislil, tega bi treba dati pod sodišče. To je katastrofa. Drugo je pa, kaj je onesnažil Belo krajino, naravno, mi smo lastniki parcel, smo zmeraj čistili, vale do vode, ne, in to je bilo kopališče, cela reka je pa bila kopališče. Zdaj so to vse gradili, zdaj več v teh 3 letih je to zaraslo visoko. ne more zraven. Ne moreš zraven, zdaj več enostavno ne moreš. Pa še zdaj zdaj ono bodečo žico so pobrali, ono nosilno ogrodje pa še zdaj stoji tam čez to zdaj trava, drevesa rastejo, kopine, razne gromovje in veseliče. Tu so celo okoli mosta so še 3 metre visoke mreže, pa naknadno še deli. Tako da, mislim, to je katastrofa. Takrat je bila hujša vojna, ne, kot je bila zdaj, pa ni bilo potreba tega, ker jaz sem siguren, da za te denarje, kot so za žico zdavali po celi slovenski meji, bi lahko veliko brigado teh varuhov mej postavili, pa bi še ceneje prišlo.
Jaz sem se s temi pogovarjal, ki so to postavljali, to 1 meter te ograje stane 450 evrov. V Gradcu imaš pa tako ograjo za 70. To je nekaj velike denarja, nekdo v žep pospravlja. Ne. Tako da to je, po mojem je tudi to morda i cilj. Pa naj preprečijo, pa naj te denarja naj vložijo tam dol, da ne bo tam vojni, naj se Rusi in Amerikanci naj se zmenijo, pa ne bo nobenega sem.